Zdrav vsem, bi kar začeli s to konferenco. Kako ste se odzvali v takem številu. Mislim, da je konferenca zelo aktualna, zanimiva. Dejansko protipirana na ta čas. Vidite, kaj se kaj dogaja po svetu, po Sloveniji. Cel kup dilem, kako naprej rešiti gospodarsko, ekonomsko Slovenijo, kakšne ukrepe narediti, kaj čaka zaposleno v javnem sektorju, kaj v privatnem, tako vidimo, da se vse krči in tako naprej. To so vse neka vprašanja, na katere bo ta konferenca skušala dati odgovore. Mi smo uspeli zgraditi kar nekaj eminentnih gostov, ki ne bojo se zdaj kmalu priključili, se pravi, bomo že kar zdaj nekako malo predstavil. Gospod Jože Smole iz Združenja delodajalcev, njega vidite dostikrat na televiziji, ko se imeno delodajalcev mora pogajati in seveda ima neka stališča pač podjetij. Zdaj stališča podjetij seveda je to, kar rečemo, fleksibilna delovna sila, fleksibilno delo, se pravi, da bi lahko dosti hitreje odpuščali po domače rečeno, kot reče profesor Mencinger. Profesor Mencinger reče, fleksibilnost pomeni to, da delodajalec lahko odpušča, se pravi, to je slaba fleksibilnost za ljudi. Po drugi strani vemo, se mora firma prilagajati, če imam prihodkov in tako naprej, kako lahko potem svoje stroške nekako lažje uravnava. Po drugi strani pa seveda tudi firme trdijo, in to bo tako tudi gospod Smolek je več povedal, da bi tudi več zaposlovali po drugi strani, če bi vedeli, da lahko tudi hitreje odpuščajo v težkih časih. Sprav, kaj je zdaj tukaj preko koš jajca? To je ena tih dilem, kjer bomo skušali nekaj odgovore dati. Kot antipod je tukaj gospod Zorko sindikatov, seveda sindikati imajo čisto drugo stališče. Pri nas so še, kot je s tem včasih rečem, še kar malo socialistično obarvani, se pravi, kot da nismo v nekem novem sistemu, kjer vse nekaj bolj tržne zakonitosti veljajo, pa bi kar še po starem, imeli ne vem kakšne pravice, tako da to je pač gotovo neka dilema, kje tukaj pravo mero najdete. Seveda posebna zgodba so, gospod Zorko je predstavnik Zveze svobodnih sindikatov, posebna zgodba so pa seveda tudi sindikati v javnem sektorju, kot tudi vidite na televiziji. Se pravi, to govorimo pa o javnem sektorju, kjer ne bi sploh se zmanjševala zaposlenost, kjer celo zaposlenost v zadnjem času edina raste, v privatnem sektorju celo pada. To je pa to, kar mi kot davkoplačevalci plačujemo, se pravi javni sektor. Ali dobimo za ta denar storitev, ki jo plačujemo od države? Ne vem, jaz opet k zdravniku, to je to, kar plačujete in tako naprej, to so te dileme. Potem tukaj imeli tudi gospoda Vernika, tudi nam je že priključil, on je tudi naš magistrant, tako da lepo, da ste prišli, se pravi, da tudi se na ta način vključujete, tako da tudi se naprej se priporočamo. Diplomantno, seveda. Ampak za sebe se vaša. Tako da bomo tukaj videli tudi nekatere primere problematike izrednih odpovedi, skratka, kako se ta del ureja, kaj tukaj so problemi v Sloveniji. Potem bomo slišali tudi izkušnje obrtnikov, kako oni vidijo to krizo in kako imajo oni to vrstne probleme, predvsem, kar se tiče plačilne nesposobnosti oziroma zamujanja plačil. Malo se to danes propade, ker predstavljajo dobiti plačano svoje storitve. Jaz si kar nekaj poznam, je v glavnem za manjše firme, ki so kakšni podizvajalci, izvajalci pa ne plača in enostavno firma propade. Pa nič narobe naredila ali pa kaj naredila kakšno napačno poslovno odločitev in podobno. Tako da bomo ta vidik slišali. Tukaj je gospod Knest iz Gospodarske zbornice Slovenije, on bo imel splošno stanje gospodarsko-ekonomsko orisov v Sloveniji. Potem imamo pa še tudi nekaj, da tako rečem, domačih strokovnjakov. Pogledali bomo finančne vidike recesije, to vmes nekaj zadev podal, potem ekonomske vidike recesije, to bo docent Vojinovič. Potem statistične vidike recesije, kako jih čisto merimo, to bo naša matematičarka razložila, gospa Fošnerjeva. Bančne vidike recesije, zdaj zadnje čase sploh berete veliko o bankah, kaj se dogaja, kako bomo reševali banke, včeraj je bil zakon sprejet o slabi banki, kaj to pomeni, tako da bomo te stvari osvetlili. Ne nazadnje še naš sociolog, ki upovedal, kaj so to družbeni vidiki recesije, se pravi, kakšne so se družbene posledice. Mislim, da imam tudi nekaj zanimivih tez, kaj se bo lahko v prihodnosti na tem področju dogaja, če bo šlo tako kriza naprej, kot se kaže. Potem še zadnji sklop z naslovom Inovativnost in podjetništvo, tukaj je naš dekan profesor Vrnal, ki bo govoril o notranjem podjetništvu, kako se ga lahko spodbuja znotraj posameznih inštitucij, posameznih podjetij, večjih, manjših in tako naprej.
magister Bernik, tukaj prisoten skratka ustvarjalnosti, inovativnosti, podjetnosti med slovenskimi srednješolci, skratka tudi raziskava, ki bo predstavila tudi zanimiva. Potem imamo tukaj magister Letonjo, inovativnost v družinskih podjetjih, se pravi, tudi tega v Sloveniji kar veliko družinskih podjetij, kako tukaj stvari stojijo, kaj se tukaj lahko dogaja, kakšen potencial je tudi to. In ne nazadnje, tudi naš diplomant Andrej Pompe, partner v firmi Formitas BBDO, tudi znana oseba z večjih vidikov. On pa seveda kot specialist za blagovne znamke in tržne znamke skratka povedal, kako on videti izhod iz krize, skratka predvsem na tem, kako promovirati blagovne znamke in kako preko tega generirati recimo dodatne prihodke. Če pravijo, da je vsaka vojna priložnost za dobičke in za to, da se na tem, bi rekel, dogajanju nekaj profitira, je ravno tako vsaka kriza, vsaka recesija, vse, kar pravzaprav se nam dogaja, pa tega ne želimo, ne maramo, nam ni všeč. Bi rekel, lahko na to reagiramo tako, da se spomnimo onega starega rekla, babic in dedkov, ki so rekli, vsaka stvar je za nekaj dobra. Ta kriza, ki jo imamo zdaj, je to dobra, da kakšno stvar razmislimo, da začnemo pravzaprav drugače gledati na določene pojave, ki so mogoče v naši družbi zakoreninjeni in se bodo zdaj, hočeš, morali na nek način izčistiti kot en tak, da veste, prehlad, ki se nam zgodi vsake dolg, pa se pa vemo, kako moramo počistiti in potem štartamo polni življenja, zdravja in energije, novim izzivom in delovnim zmagam in sproti. Jaz iskreno upam, da boste preživeli tukaj z nami en tak res zanimivo večinoma uvodno dozo usposabljanja na temo, jaz temu rečem, kako se ta svet vrti. Ta svet bo za danes omejen sicer na Slovenijo, v naslednjih 3 letih pa seveda dejansko na cel svet, ki se dejansko vrti. In mi smo majhen, ampak pomemben delček tega.